Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni. Danes si boste v oddaji Ljubljanski obzornik lahko ogledali, o čem so govorili na mednarodnem kongresu Diamind, kjer lahko srečate pošastne velike žuželke in da je Ljubljano obiskal zeleni Jurij. Najprej pa svetovno znani fotograf Steve McCurry, ki razstavlja svoja dela na Ljubljanskem gradu. Steve McCurry je eden najbolj priznanih fotografov našega časa, je tudi dobitnik najbolj prestižnih nagrad za fotografijo. Sometimes good pictures happen in a few seconds. Sometimes things happen very spontaneously, very quick. Other times you go back over and over again to the same place, and over the course of weeks or months you can finally make a good picture. So it's hard to really generalize about how long it takes. I would say some of my most famous pictures, some of my best pictures happened just in a minute or so. Znan je po svojih sugestivnih barvnih fotografijah in ki v svoji odlični dokumentarni maniri zaznamuje bistvo človeških naporov in radosti. I think most people love to have their portraits taken. I think if you approach people with respect and a bit of humor and humility, I think most people are very happy to cooperate, and most people are willing to sit for your camera. Vrhunec njegove kariere je bilo vnovično odkritje dotedaj neidentificiranega begunskega dekleta iz Afganistana. Njen portret mnogi opisujejo kot najbolj prepoznavno fotografijo na svetu. Zelenooka afganistanska deklica je postala simbol moči kljub stiski v poznem 20. stoletju. Prvič je bila slikana kot mlado dekle v begunskem taborišču v Pakistanu leta 1984. Njena slika je postala simbol 3 milijonov afganistanskih ubežnikov po celem svetu. 17 let pozneje pa se je fotograf Steve McCurry z ekipo vrnil, da bi našel dekle na sliki, in šele takrat je izvedel za njeno ime – Sharbat Gula. Well, I knew that picture was going to be significant. I knew it was special. I knew she had this kind of really beautiful eyes and face, but I never dreamed that she would be on the cover. I never dreamed it would be a picture which would, in a way, be famous all over the world. I was really surprised that it turned out to be so popular. Njena raztrgana halja in umazan obraz sta zbudila sočutje vsega sveta, njena lepota pa še vedno ostaja nepozabna. Jasna, močna zelena barva njenih oči je zgradila most med njenim svetom in zahodom. Verjetno bolj kot katerakoli druga je bila njena podoba mednarodni simbol hudega obdobja in nemirnega ljudstva. Well, my favorite part of the world is Asia. I kind of love working between Afghanistan and Vietnam. I spent many years in India and Burma and Cambodia, Pakistan, Bangladesh. So that's the part of the world that I've really spent most of my career in I would say South Asia and Southeast Asia. Za reportažo o ruski invaziji na Afganistan je prejel zlato medaljo Roberta Cape'a, ki se podeljuje za najboljše reportaže iz tujine in je posvečena fotografom, ki so se izkazali za izjemen pogum in podjetnost pri svojem delu. Je tudi dobitnik številnih nagrad, med drugim nagrade Fotograf leta, ki jo podeljuje Nacionalna zveza fotoreporterjev. Istega leta je prejel kar 4 prve nagrade na svetovnem tekmovanju novinarske fotografije, kar je izjemen dosežek brez primere. Dvakrat je bil tudi nagrajen s spominsko nagrado Olivier Ribot. Njegova reportaža o točki 11. septembra je pričevanje posvečeno herojstvu in plemenitost prebivalcev New Yorka. To je bila tudi ena redkih izjem, ko ni fotografiral ljudi. Razstava na Ljubljanskem gradu je pregled dogodkov, ljudi in krajev, ki jih je posebej izbral za to priložnost. Zase pravi, da je raziskovanje sveta njegov najljubši hobi. V letošnjem letu Steve McCurry namerava izdati še 3 knjige, odpravlja pa se tudi na fotografske misije v Tanzanijo in Etiopijo.
Sprejel je izziv, ki je za njega tudi velika čast. Letos je posnel fotografije za znameniti Pirellijev koledar. Temo koledarja pa nam ni smel še razkriti. Kot dolgoletni sodelavec National Geographica je pred več kot 20 leti prišel fotografirati tudi Slovenijo. Med fotografiranjem Blejskega jezera pa je letalo strmoglavilo. Na srečo se je vse dobro končalo z izjemo potopljene fotografske opreme, na katero pa je še danes razpisana visoka denarna nagrada. Tako se je Slovenijo zapomnil kot deželo, v kateri je preživel letalsko nesrečo, in kot deželo izrednih naravnih lepot. When I was here 20 years ago, I loved driving around the countryside and photographing the landscape and the people. It was a lot of fun. I enjoyed my time here in Slovenia. Kot član agencije Magnum Photos je Steve McCurry iskal in tudi našel nepozabno, kajti številne izmed njegovih fotografij so postale ikone sodobnega časa. V Ljubljani smo gostili prvo mednarodno srečanje Diamind, ki ga je organiziralo Društvo za znanost in izobraževanje. Na srečanju so predstavili nove pristope obravnave psiholoških vidikov sladkorne bolezni, ki pa je v strokovni javnosti doživel izjemen interes. Karin Kanc je ena redkih zdravnic, ki novo metodo uspešno uveljavlja tudi v praksi. Pravzaprav bi bilo krivično, če bi rekla, da je to povsem nova metoda. Sama sem za svoj doktorat delala študije na Nizozemskem, to je bilo že leta 1994 in že takrat sem bila presenečena nad svojimi kolegi na Nizozemskem, koliko pozornosti so dajali psihološkim vidikom sladkorne bolezni. V tistem času enkrat se je tudi formirala skupina, ki je posebej namenjena pri Evropskem združenju za diabetes, ki se ukvarja s psihološkimi vidiki sladkorne bolezni. Je pa res, da se je pri nas žal o tem doslej zelo malo govorilo in ravno tukaj smo pionirji, peljali smo v našo sredo največje strokovnjake z področja opolnomočenja človeka s sladkorno boleznijo in ravno tu je nekaj zelo novega. Rdeča nit srečanja je predstavitev modela opolnomočenja, ki ga je pred 12 leti prvič uporabil profesor Bob Anderson iz Univerze v Michiganu, ki je bil tudi glavna zvezda srečanja v Ljubljani. Our method is based on recognizing and respecting the fact that if you have diabetes, you are in control of your self-care every single day, from the minute you get up till the minute you go to sleep. You're not going to be cared for by a doctor all day long. You're not going to be cared for by a nurse all day long. So the decisions that will have the most impact on your health over time, if you have diabetes, are the decisions that you make every single day. And you're in control of those decisions. The doctor can't control them, the nurse can't control them. So our whole approach is based on accepting and respecting the fact that you're in charge of your own life, and that we'll try and help you live better with diabetes, but we will not try and tell you how to live. Tukaj ne bomo zdravstveni delavci ponovno prišli z setom nekih pravil, to lahko delaš, tega ne smeš. Ampak skupaj s človekom raziskujemo, kakšen bi bil najboljši način, ki bi bil za tega človeka sprejemljiv, da bi morda v začetku z nekimi minimalnimi modifikacijami svojega življenjskega sloga že nekako šel v tisto pravo smer, potem pa itak že dobi povratno informacijo s tem, da se bolje počuti, da si izmeri nižji krvni sladkor, kot ga je imel prej, in tukaj se potem ta pozitivna povratna zanka že sama vzpostavi. What we do is try and say, instead of thinking about rules, every time you have a choice, we want you to know what the likely outcome will be. So I don't know if you heard me earlier, if you say, oh, is it all right to have a pizza? We'd say, well, test your blood sugar before you have the pizza, test your blood sugar after you have the pizza, then you decide if it's okay to have a pizza. So because people have given us rules our whole lives, and we want people to make decisions based on what is good and what is right for them, not just what someone else told them to do. Po zadnjih podatkih živi v svetu 194 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo, od tega 30 milijonov v Evropi. Po napovedih bo vsak tretji Američan, ki se je rodil leta 2000, nekoč zbolel za to zahrbtno boleznijo.
Sladkorno bolezen poznamo kot bolezen, ki jo dobiš in z njo živiš do konca svojih dni. Koliko pacientov, torej ljudi z diabetesom, imamo v Sloveniji? V Sloveniji imamo trenutno okoli 126 tisoč ljudi, ki imajo sladkorno bolezen. To je po zadnjih statističnih podatkih, ki jih imamo. Zaenkrat še nimamo pravega registra za sladkorno bolezen, zelo si prizadevamo, da bi ga dobili, vendar pa to so najbolj natančne številke, ki jih trenutno imamo. Katera skupina, kakšen profil ljudi je najbolj ogrožen? Imamo dva glavna tipa sladkorne bolezni, to je sladkorna bolezen tipa 1. Za njo zboli približno 10% vseh ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, večino, torej 90% pa je takih, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2. Sladkorna bolezen tipa 2 je zelo pogosta, nastopi kasneje v življenju, je zelo povezana z življenjskim slogom. Žal pa opažamo, da tudi pri mladini, ki ima prekomerno telesno težo, z nepravilno prehrano, sedenjem za računalnikom in pa za premalo gibanja, tudi mlajši že zbolevajo za sladkorno bolezen tipa 2. Za diabetes tipa 2 je v glavnem značilno, da ga povzročimo sami. Kadar človek zazna prve simptome diabetesa, je v bistvu že prepozno. Če tudi spremenimo način prehrane, se proces nadaljuje. There's a large increase in the number of people who have diabetes, and it's largely related to obesity, overweight, and largely related to sedentary lifestyle, not exercising, not getting any physical activity. And we're having children in the United States now getting type 2 diabetes, which used to only occur in your 40s, 50s, or 60s. It's happening to them as teenagers. So there's a big effort now to try and children, a tremendous number of children in the United States are overweight, have very little physical activity. When I grew up, I went out and played after school. Today, kids go play video games. So all of that is contributing to a much less healthy lifestyle. Sporočilo kongresa Diamind pa je jasno in kratko. Poskrbite za svoje telo in poskrbite za svoje zdravje, dokler lahko še izbirate. V nasprotnem primeru vas lahko v to prisili bolezen. V slikovitem okolju arboretuma so postavili na ogled pošastno velike žuželke ter vznemirljiva in strašljiva morska bitja iz obdobja krede in dinozavrov. Arboretum je strokovni izraz za zbirko dreves in grmovnic, zbranih v raziskovalne namene. Arboretum Volčji potok je v Sloveniji najbolj obiskana botanična ustanova. Obiskovalci vseh generacij ga obiskujejo celo leto. Veliko obiskovalcev pritegnejo nasadi tulipanov in sezonskega cvetja, rododendroni, vrtnice in lokvanji. Druženje rastlin naj tako služi kot zgled, katere rastline so ekološko združljive in na pogled privlačne. Koliko različnih tulipanov si lahko pogledamo? Ja, posadili smo kot vsako leto, to je že tradicionalno, 2 milijona tulipanov. Tako da sort je pa 200. Zadnja novost sta pa tale dva primera tulipanov. V čem se razlikujete od ostalih? To spravi, imamo 2 sorti, povsem novi, Crispy on Dark in pa Sensual Touch. Gre za povsem novi sorti, zato ker obe, če natančno pogledate, obe spadata med resičaste tulipane, ampak običajno so resasti tulipani z enostavni cvetom, te so pa polni, tako kot vrtnica ali potonika, in to jim daje ta poseben čar. Z razstavami različnih vsebin, od arboretskih do cvetličnih in živalskih, skušajo pritegniti svojo publiko k občudovanju narave in njene raznolikosti. Ob tulipanih si pa lahko pogledamo tudi 2 razstavi, ki se predvsem nanašata na živali, torej iz rastline na živali. Tako je, letos smo popestrili našo spomladansko dogajanje z razstavo pošastno velikih žuželk in izumrlih velikanov morja. Pripeljali smo 30 eksponatov, tako da potem smo razdelili v parku glede na temo. Žuželke posebej, velikane morja posebej. Pa si jih poglejmo. Tako. Razstava se pričenja z velikanom iz morskih globin, to je morski pes. Koliko je dolg? Ja, ta eksponat je dolg 14 metrov.
v naravi, ko je živel ta velikozobi morski pes, je bil pa dolg 16 metrov in je bil težak 100 ton. Govoriva o obdobju dinozavrov. Govoriva v obdobju tam okrog 20 milijonov let pred našim štetjem. Namen razstave je na zabaven in atraktiven način prikazati evolucijo in raznolikost življenja na Zemlji. Za razstavo pošastno velikih žuželk in izumrlih morskih velikanov so eksponati za letošnjo razstavo pripotovali na 6 velikih tovornjakih in skupaj tehtajo kar 3,6 tone. Žuželke in morske velikane bodo gostili do sredine junija. Ob razstavi pošastno velikih žuželk in izumrlih velikanov morja se bomo spomnili, kako je potekal razvoj živih bitij. Na delavnici boste izvedeli, katere žuželke so živele v času dinozavrov ali so bile enake današnjim, ter se pozabavali na ustvarjalni delavnici. Poigrali se boste s figurami dinozavrov in poiskali njihova imena. V Arboretumu se vedno dogaja kaj novega. Obiskovalcem poleg izobraževalnih vsebin nudijo tudi možnost aktivnega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Živali, predvsem ptiči in žuželke, so izdelane iz naravnih materialov, kot sta protje in les. Razstava se nahaja v pravljičnem ambientu in nas popelje v čudoviti živalski svet. Žuželke so najbolj številčna skupina živali. Kot hišne živali se najpogosteje pojavljajo paličnjaki, hrošči, bogomolke in ščurki. Nekatere tropske vrste ljudi navdušujejo s pisanimi barvami in raznimi oblikami. Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, zato je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Park ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in vrtno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen. Arboretum nudi obiskovalcem vseh generacij, še posebno pa osnovnošolcem, srednješolcem in študentom naravoslovnih smeri idealno priložnost, da se poučijo o rastlinskih in živalskih vrstah ter parkovnih ureditvah. Žuželke so še posebna tista skupina živali, ki je pogosto povezana s strahovi, zato je namen razstave tudi premagovanje predsodkov do te skupine živih bitij. Nahajava se pred strašansko veliko pošastjo, ali kako? Ja, to je osa, ki si jo drugače ne predstavljamo, ne, da bi bila tako velika, ampak nekoč so bile žuželke res velike, zdaj so pa se z evolucijo zmanjšale, ne, in mi smo navajeni na tisto majhno, ki nas piči, tale pa pridna nič ne piči, je pa res velika, ne, tako da si lahko od bliže potem vsak otrok pogleda, kakšna je tista sestava njena, ne, kakšne ima noge, kakšne ima končine, še druge oči recimo, ne. Koliko je pa težak en tak eksponat? Ja, konkretno tale osa je težka 540 kilogramov, tako da noben ne more ukrasti pa domov odpeljati. Verjetno jo pripeljejo sem in jo sestavijo? Tako je, večina eksponatov je potem, iz 2 delov, ne. Ravno zato, ker pripeljali smo jih recimo vseh 30 eksponatov s 6 tovornjaki, priklopniki, tako da si lahko predstavljate, koliko je to v resnici velik volumen, no. Velik projekt, a ne. Gre za potujočo razstavo po Evropi, a ne? Tako ja, pri nas je pač v tem trenutku, potem pa že nadaljuje pot naprej. Kakšni so pa odzivi obiskovalcev na vašo razstavo? Ja, klicev je zelo veliko in tudi veliko je družin, predvsem z majhnimi otroki, ki prihajajo, tudi dedki in babice radi pridejo z vnučki na obisk in na ogled, tako da to so privlačne stvari in otroci radi pridejo pogledati. Tamle za nama se pa nahaja ena strašansko velika bolha in uš. Pa uš, pa strigalica, pa bogomolka, vse imamo tukaj. Bogomolka je seveda največja od vseh. Večja kot osa? Višja. To bi bilo zaenkrat vse iz Arboretuma za vaš kanal. Kolegica Verica Marušič je spremljala belokranjskega zelenega jurija, ki se je s sporočilom prijateljstva tudi letos podal v slovensko prestolnico, da bi Ljubljančanom zaželel dobro in uspešno leto.
Tako so jurjaši z glasnim piskanjem preganjali zimo in z obredno pesmijo zaželeli srečo ter dobro in uspešno leto ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in vsem Ljubljančanom. Tako kot pravi pesem, prošel je prošel pisani vuzem, došel je došel zeleni jure. Donesel je donesel peden dugu travicu, laket dugu mladicu. Dajte mu dajte, jurja darovajte in tako naprej. In seveda, zeleni juri s to gesto prinese pomlad, prinese srečo v hišo, še posebej, ko vam takšno zeleno vejico zataknejo za podboj na vhodnih vratih in to naj tam se posuši in ostane do drugega leta, ko vam pride spet, da vam dojde još in seveda, sreča je neomejna. Dajte mu pogače, da mu noga poskače, dajte mu vina, da mu ne bo zima, dajte mu pleče, da vam kaj ne reče, dajte mu kruha, da ga ne bo muha, dajte mu jajec, da ga ne bo zajec, dajte mu graš, da vam dojde još. Ljubljanski župan je obdaril jurjaše in zameno prejel brezovo vejico, simbol sreče, veselja in dobre letine. Nekdaj so sicer jurjaše bolj kot z denarjem obdarovali s kokošjimi jajci. Jajca so seveda družno spekli, skupaj jih pojedli, se poveselili in spet igrali in spet delili srečo naprej. Jurjevanje je v Beli krajini še vedno živo. Ohranjajo ga s turistično-etnološko prireditvijo Jurjevanje, ki jo junija letos pripravljajo že 49. V okolici Adlešičev in Vinice pa zeleni jurij na Jurjevo obišče vse vasi in se ustavi pred sleherno hišo. Zeleni jurij vsako leto napove tisto novo in dobro letino in zato ga vsi vaščani veselo pričakujejo in pri tem tudi obdarujejo. Osrednji lik jurjevanja je seveda zeleni jurij, ki ga ponazarja deček skrit pod brezovim košem. Breza namreč simbolizira Belo krajino, deželo belih brez in belih narodnih noš. Nekako povezani smo preko nož, preko zelenega jureta, vedno z brezo in tako je tudi simbolično ta koš narejen iz brezovih vejic. Naredi se najprej ogrodje, se splete koš, katerega potem ogradimo, obmečemo z brezovimi vejicami in na koše, na obroče privežemo snope brezovih vejic z špagami. Velikost sama je odvisna od fanta, kateri je pod košem. Danes imamo našo otroško skupino, je manjši. Ko gremo mi po vasi s košem, je seveda temu tudi večji. In je kar težak, še posebej, ker fant, ki ga nosi, skozi brezove veje ne vidi najbolje. Vedno so dva ob njemu, tako da ga vodijo, da se kje ne spotakne. Na nekoliko drugačen način negujejo jurjevske običaje v hrvaški Veliki Gorici pri Zagrebu. Člani tamkajšnje folklorne skupine so se pridružili belokranjskemu zelenemu juriju, da bi skupaj s pesmijo in plesom pokazali, da so odnosi med sosedskima državama dobri in da si želijo, da bi se še izboljšali. Zeleni jurij, ki je pritegnil veliko pozornosti Ljubljančanov in turistov, se je svojim spremstvom podal tudi k predsedniku države, doktorju Danilu Türku, da bi naznanil pomlad, prinesel veselje in optimizem ter zaželel srečo in dobro letino njemu in vsem Slovencem. Z zelenim jurijem pa smo zaključili današnji ljubljanski obzornik. Ostanite še naprej z nami in vidimo se zopet čez 14 dni.